Ja, naprej. Naprej. Ja, dober dan, gospod. Jaz sem Irenca Pucko. Ja, kar naprej v pisarno, prosim. Jaz sem prišla, da bi vam povedala... Ja, mi boste pol povedali. Prvo kavca, pol pa... Ja, se bi pasal kofe, drugi so tak neprijazni, vete? Ja, veste, vsi drugi so tu malo zaludaro, da vidite tiste odgor. Pravi so za humoristično serijo. A vam ni lepo biti sosed? Kaj pa vem. Raje bi bil vaš sosed. A štekneš? Imaš pa lepa bedrca. Vre vam. Ja, vre. Iber mi vre. Da se mi to zdaj malo požulla, a? Joj, ne smem, gospod. Kaj, imaš fanta? Ne, Jehova. Jehova, kakšen Jehova? A si poročena? No, ti osamljena, jaz osamljen, zakaj se ne bi midva malo... Ja, ne smem, pred poroko ne smem. Lahko. Vse bi pa tako naredila, da se ne bo nič poznala. Ja, pa gospod, pa ne smete biti taki, no. Mislim, kaj boste te rekli, ko boste stopili pred njegovo obličje? Čigavo obličje? A mislite zbor stanovalcev? Ne, pred njegovo. Vi ste Jehova priča. Točno. In prišla sem zato, da bi tudi vi spoznali njega, Jehovo, mislim. Dobro, ampak kdaj drugič zdaj bi rad vas spoznal? Ne, dokler ne prestopite v našo vero, ne. Dobro, pa podpišem. Ja, gospod. Ampak zdaj mi pa daj en kušek, no. Za en kušek bi še s hudičem podpisal. No, moja mama mi je na zadnje za rojstni dan dala. Ljubčka, da ti mi da en kušek. Ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za tri. To nad dopustom za pošto skrbi, ti rože zaliva prebrska stvari, to ti posodi jajček ali dva. vse čiga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti ti. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Zvoni, se ti pozanjat. Kaj je? Spet nisi vzela ključa. Pa že odprto je sigurno. Izvolite. Adijo. Ja. Dober dan, gospod. Dober dan, dober dan. Kaj vas lahko malo zmotim? Ja, seveda, ja, lahko pa... No, nogavico imate strgano. A ja? Ja, Egan. Ja, joj, malo prej še nisem imela. No, ja, tako pride. Ja, kako vam lahko pomagam? Rada bi vas malo zmotila. Glejte, tu imam eno revijo za vas. Ja? Ja. Prebudite se. Ja. Meni malo. Sem se že. Ja. Pa vstopite. Vam bom nalil kavo.
Je že skuhana. Ne, Odstopite, no. Obleče z hodnika. Kaj vam ne bom rabila dati kušeka? Če se... Ste duhoviti zelo. Ja, ne, to vam pa res ne bo treba, ker se sedite, izvolite. Jaz sem srečno vezan. Ja, zelo. Ja, kava bo gratis. Joj, še dobro. Veste, sem nova, sem tu notri. Ja, komaj 2 meseca hodim v krog, pa še nobenega mi ni uspelo prepričati, da bi pristopil. Toliko zvonim po vratih, da imam že žul na prstu, vidite? Ja. No, saj zdaj mi je enega ratalo prepričati. Samo sem se mogla malo žrtvovati. Ja. Ja, odkot pa ste, da se tako žrtvujete? Iz Puhlje. To je ena taka mala vas pri Ptuju, veste? Samo ni dosti hiš, pa eni še zvoncov nimajo, tako da moraš trkati. Ja. Sanjat. Dobra je. Joj, v tem bloku ste vsi tak prijazni. Drugje te že kar takoj naženejo. Ja, enkrat je en na mene smeti vsipal, si lahko mislite? Kaj? Smeti? Ja, zakaj le? Ja, ne vem, nimajo nas radi. Pa jaz res nobenemu nič slabega nočem. Res. Pa ena upokojenka me je vrit bincnila. Koma je stala, pa še na palcu se je opirala, pa me je vseeno vrit bincnila. Ja, česa ne poveste? Zanjat. Kaj pa ponujate, da so tako neprijazni do vas? Ja, jaz sem Irenca. Jaz sem pa Ivo. Ja, kako lepo ime. S Puhlji smo tudi imeli enega Ivota, ko se je na krave spravljal. Da je, ja. Ja, tako pride. Ja, kaj torej prodajate? Ja, joj, skoraj bi pozabila. Nič ne prodajam, samo par detajlov bi vam rada povedala o koncu sveta, pa kak se mu izognemo, pa kaj naredimo. Ja. In kako se lahko to dogodi? Ja, to se pa pridružite k nam, k Jehovim pričam, pol pa vas Jehova, ko je konec sveta, pokliče k sebi v raj. In tam bo sama čaga, pa to vam povem, res. Ja, gledajte, tu imate par cajtnik, pa si lahko malo pogledate. Dober Bog je, res dober Bog je to. Ja, še imate materijala. Ja. Kar se pa pomoč. Ja, lepe ilustracije. Ja, ne? No, ja. Jezus je lep. Ja. Jezus je meni najlepši. Ko filmski je. Pa se dejansko, de facto, že ve, kdaj bo konec sveta. Kaj pa vem, ne, to stalno nekaj predstavljajo, veste, že 2-krat bi moglo biti. Ja, ampak se jaz razumem to, ne, da ni lahko. Po moje še raj ni čisto končan, ne, veste, logistika pa to, te pa moramo počakati. Ampak je pa dobro biti pripravljen, ne? Tega, ja. Ja. Veste? Ja. Vaša vera odklanja ubijanje, nošenje orožja in služenje vojaškega roka. Se popolnoma strinjam. Ja, pa vseh 10 božjih zapovedi je treba upoštevati, če ne, ni nič čago, mislim, urajem. Gotovost. Interesantno. Se tudi moja soproga Silvika je verujoča zelo. Jo, kak lepo. Ker veste kaj, Jehova ima nas vse enako rad. Ja. Ja, dobro, te pa si vi to malo poglejte, ne? Pa če vas bo fejst zanimalo, pa lahko pridete k nam v kraljestveno dvorano poslušati, ne? Ja, no, saj pa, ja, poslušaj, pa krst tudi imate. Ja. Ker jaz namreč še nisem bil krščen, pa, veste, to mojo soprogo Silviko moti zelo. Ja, seveda, ja.
Ampak, gospod, nič se sekirat, mene so tudi pozno krstili. Ja, tam pri Ptujskem akumulacijskem jezeri so me potunkali v Dravo. Tako me je starešina spusto trotl, pa so šla skoraj pod turbine. Tam je elektrarna, vete? Ja, še dobro, da smo imeli motorni čan, pol pa so me ko enega kita ven vlekli. Ja. Ja, dobro, jaz moram iti. Ja. Vi si pa to malo poglejte. Ja. Pol pa še pridem, kaj pa lahko, kaj debitiramo, Bogu pa to, ne? Ste duhoviti, zelo. Debatirala, saj bova, ja. Ja, to ja, no se vi veste, kaj si mislim, ne? Ja, saj v nekem smislu gre res za debi. Ja. Ja, pa se mi zdite tako znani. Ne. Ja, moram iti. Ja. Ja. Tako znani se mi zdite, ne. Ja, grem, zdaj imam še pol bloka. Ja, seveda, kako sva se zagovorila. Ja. No. Bom zdaj malo z levo cinglala, da še to mišico razvijem. Ja, kar. Nasvidenje. Nasvidenje. Adio. Adio, sestra. Ja. Izzive mladostništva lahko premagaš. Res je izzive? Oznanjajmo blagovesje in obvezujmo potrte v srcu. Oznanjajmo blagovesje in obvezujmo potrte v srcu. Lepo je biti sosed. Hostia, no. Te skrite kamere so super. Samo kako jih te lahko tako fej skrijejo. Ej, Beno, bi lahko ti kdaj školko dvignil, ko greš na WC? Da ni jih vse mokro okoli? Joj, oprosti, Žuža, no. Takoj, ko bom dobil novo službo, si bom prvo kupil moj osebni pinsuar. Pa te prazne piksne od patriota bi tudi lahko kdaj pospravil. Kako si ti tečno, ko imaš ta svoj PSM? Bodi srečen, da ga imam. Ti pa taki stari knedl, pa še zdaj ne znaš zaščite uporabljati. No, misliš, ola gumica pa to. Če pa dihat ne morem v njih. Kako lukno bi vsaj mogla imeti, da bi lahko malo se luftal vmes. S tem je ravno fora, da ni lukne. Beno... Ja? Dober dan, gospa. Malo bi vas zmotila, če lahko. Rada vam bi predstavila našo lepo revijo, kjer piše vse o koncu sveta, pa... Knedl. Kdo pa je bil? Ma, pijavka. Ja, njihove priče. Joj, Žuža, no kako to govoriš? Kaj? Žuž, ti mogoče verjameš v Boga? Odkot je pa zdaj to? Ker če verjameš v Boga, ne? Bi te moglo hudo skrbeti zdaj za sebe. Poglej samo, on čisto vse vidi. In tudi to vidi, kako grdo delaš z mano, ko imaš ta svoj teden. Saj veš, kjer je, pa saj veš, kakve barve. Glej, čisto nič ti ne naredim, pa si zlobna do mene. Ja, čisto nič mi ne narediš. Ti nič ne narediš ne meni, ne sebi, ne tem stanovanju, ne službi, ki je itak nimaš. Ti nič ne narediš, vse moram narediti sama. Ajo? Kaj pa, kdo si toliko patriotov sem nosi, pa odpira? Ali pa kdo prešaltuje kanale na televiziji? Pa k Ivoti na obiske hodi? Ali pa svoje lepe nagačence boža pa tako? Aleluja! Bog te gleda, on vse vidi navdušene na tabo. Jaz sem prepričana, da imaš že za tebe rezervirano mesto na svoj desni. Kako svoj desni? Pa jaz bom če bom hotel svojo religijo ustanovil. A ja? Ja, Benotove priče. To pa bi bilo nekaj, ja? In kaj bi imel za Sveta Trojica? Televizijo, pir pa nagačene živali, ne? Ja,
To ne bi bilo slabo, Žuža. Seveda. Na križi bi pa bil največji veper preheftan. Zakristija bi bila komod kakšen akvarij, prižnica bi pa bila orlovo gnezdo. In če bi mi slučajno kdo hotel dati za pit vodo, bi rekel, oprosti kolega, ampak meni to moja vera pač ne dovoljuje. Daj mi reči, kakšen pir. No, to bi bilo vredno. Slušaj, Beno, jaz moram zdaj šibati, preden ti postaneš versko blazen. Grem po robo, razumeš? Žura, ti bi pa lahko bila božja mater, pa bi te moje relinkvije prodajala. To bi bil pa dober biznis. In kaj bi to bilo? Mali nagačeni Beno? Veš, da to sploh ne bi bilo slabo. Okej, to imam. Adijo, sveti Beno. Adijo. Ne, saj jaz tudi moram iti v bife. Poznanje od svoj evangelij. Pa take pa to. Bliskih nače, zgledni v krščanskem vedenju, ki ga vedenju, ki ga priporočajo drugim. Navednice spode. Vse, kar hočejo, da bi ljudje storili njim, storijo tudi oni njim. Konec navedka. To mi tangira. Oni njim. Matevž 7 deljeno z 12. Pa tiskovna napaka. 12 deljeno 7. Mal, ni čudno. Ja, ni čudno, da je Silvika tako verujoča. Ivo! Beno, Kot ti je? Bravo, Benči, kaj ti prinesem? Kaj ti čim? In eno veliko trdo presto. Velja. kaj pa boš s presto tako? Ja, kaj jedo, ne? Ne bom si jo najbrž kam tišal. Se veš, ko mislim. To je moj zajtrk, veš? Hranljivo zelo. Kaj te čem? Pol sem do kosila vred. Lahko gledam televizijo, ne da bi trepno z okom. Ja. Kaj nimaš nobene živali za trenirati, za... Ja, imam. No, V bistvu sem enega pitona glih kar streniral. Niti zvija se ne več. Ja. Beno, vsak piton se mora zvijati. Ja, Igen, kako ti je pa to uspelo? Ja, nič, na en dolgi hlod sem ga zvezal. Pa to? Jedno te, šolim te, Potrebujem te pa to. Hvala lepa, hvala. Evo tak. Kaj ti to imaš? Beno in Mendjas, res. Ti veruješ v Boga. Absolutno. Ja, katerega pa? Kaj jaz vem? Tu imaš kontaloge. Ja. Daj, da malo pogledam. Si bom enega zbral. Ker je najbolj fajn? Beno, tukaj je prostor samo za enega. Jehovo. To so ti jekovci. Pa to. Nič. Ker je Bog je naredil pivo, tistega bom volil. Pa je. Beno, Boga se ne voli. Pa jo? Kako pa bolj tisto? Volim žene, ali one malo manje vole mene, zaljubim se večje zbuda uro kot 3 minute. Beno, pa daj, prebudi se. Beno, dobro tukaj za... jutro. Eksistencialno vprašanje. Eks. Ja, pa eks, ne? Eks, hop, eks. Beno, občutke imam, da čutim njegovo prisotnost. Čigovo. Res, evo ga. Renato, ti je pira zmanjkalo v tisti tvoji rukni, pa to. Ne, prišel sem se malo spustiti. No, sprosti. Plavo, ko imaš?
Čemu se pa imaš za zahvaliti? Ne čemu, komu. Sicer je pa to božje znamenje. Ja. Da je. Ja? Kako se pa to pridobi? Ne bi se več rad spominjal, ker je bilo prelepo. Beno, to je prava stigma, to je modrica božja. Samo verjeti treba pa pošlo. Jo. Ej, Renato, a veš, da je Ivo začutil tvojo prisotnost? Ja, ne njegovo, božjo Jehovovo. Jo, jaz sem tudi jehovc. Brat moj, bova zdaj skupaj oznanjala vero od ovrat do ovrat. Čakaj, Ivo, ti si tudi postal pijavka. Beno, oni oznanjajo oziroma propagirajo samo lepe reči. Ja, ziher, ja. Samo lepe besede, veš, od zadaj je pa isti kšeft ko vsaki drugi. Ja, samo da ti pač oni prodajajo nebesa po smrti, pa take. Beno, ko bo prišel sodni dan, boš ti šel naravnost pekel. Veš, kaj ti zdaj jaz povem, Ivo? Jaz sem že zdaj v peku, v tem tvojem peklu. Renato, kako bo to, da si ti Jekova priča, Renato? Zaradi poljubčka. Kaj te je Bog poljubil na čelo? Ne, ampak ena jehovka, najprej na lička, pa še ena učka s pestjo, potem, ko sem jo zarit zagrabil. Aleluja! Božje znamenje! Pa to. Ti se kar delaj norca, bo prišlo do božje sodbe. Da Ivo, no, pa ne boš to tako resno jemo. Glej tu, kar šov je. Ja, vera je brez meni. Renato, si ti mogoče že kdaj razmišljal tako, da bi prestopil pa to? Prestopil? Ja, prestopil. Prestopil. Ja, prestopil. Tako kot iz ene vere v drugo, da bi prestopil. Odvisno, kaj se nudi. Daj hitro še eno rundo prenesi. Ja. Glej, tako je, ne? Gre za Benotove priče. Ja. Jaz bi bil papež, ti bi pa bil moj kardinal. Ja, verjamemo v pivo, televizijo, pa nagačene živali. No, dobro, to v zadnje si lahko vsak sam zbere, ne? Ja, važno je pivo, pa televizija. Hvala, je tak? Tak je Beno. Ja, če si pa lahko sedanje sam zbereš, pa bi si pa zbral babe, a je tak? Vreje, tvoja vera ti nalaga, da moraš imeti čim več bab. To je pa dobra vera. A bova šla od vrat do vrat? Ja, seveda je dobra vera. Imamo že milijone privržencov, vernikov po celem svetu. Ja. Samo oni še tega ne vejo, veš. Tako da bi jih midva mogla malo razsvetliti. Pa to, ne? Ja, imamo tudi ogromno molilnih hramov. Vse povsod. To so gostilne po taki, ne? Ja. V vsaki ulici ga imamo. Ziher, po 2, 3. Ja. Pa na železniških postajah, pa kad jaz vem, kje še vse. Celo baje v gledališči so. Ja, samo tam so bolj taki interni molilni hrami, pa to. Ja. Re, zdaj jih bova midva šla razsvetliti. Samo, Renato, najprej, če nimaš nič proti, vidite pa krsto. Ja, daj. Ej. Zabeni še. Trist. Lepo je biti sosed. Ivan! Silvika. Ko je? Silvika. Jaz sem našel Boga. Aleluja! Končno, kako vesela sem, Ivan. Silvika. Zdaj bova lahko skupaj molila.
Igen. No povej mi, koliko ti to rozodetje doživelo si? V delavnici. V delavnico? Igen, Ja, kaj delala bo v delavnico? jaz sem prebiral te revije in me nagovoril. Stražni stolp, Ivan! Ti Jehovac si! Sestra moja, pojdiva oznanjati vero od vrat do vrat in obvezovati potrte v srcu. Ivan, ti nor si? Silvika, kaj nor, kaj si nisi vedno želela, da tudi jaz verjamem? Ja, samo tvoj Bog nam isti moj Bog. In tako zdaj verjamem. Ja, pa nam isti Bog. Kaj ti boš zdaj rekla, da si muslimanka? To nem, samo tvoj Bog vseeno malo drugačen od moj Bog. Ja? Poglej, tvoj Bog nema rad drugi Bog in nema rad tiste, ki verjamejo v drugi Bog. Ti nem bi smel govoriti z mano. Kakšen pa je zdaj tvoj Bog? Ivan, ti moraš odpovedati se Jehovecem. Ja, Igen. Kaj, Igen, če ne drugače bo kaj? Poslušaj mene. To je odločitev v življenju. Ali jaz tvoja žena, ali tvoj Bog. Odloči se do ta večer, drugač grem v nočko nižo. Silvika, to je salamenska odločitev. Pa najdi solomonsko rešitev. Tak, najprej presto na glavi zlomam. Tak. Pol pa s pivom polijem. Ne, Kostjanol. Kaj češ te pivo bek zlivati? Ja, z drobtinami ga poškropim, ne? Aj, škrupim. Ja, dobro, no, pol pa posiplem. Evo, tak. Ina, dobro, dovolj bo. Čakaj, kaj pa zdaj? Ja, seveda. Spiksno dvakrat v čelo. Eno. In zdaj pa te, evo tak, pi, opa! Pa dobro, Beno, kaj ti delaš? Tu pa je mati Terezija, mislim, mati Žuža. Kaj delam? Ja, svojo vero jih sprejemam, ne? Vidiš? On pa je kardinal, pa to. Kdor ne eksa s hodičem seksa. Dajmo, sveto tekočilo. Vidiš, kako se moj kardinal razume v temelje naše religije. Vidim, ja. Lahko zdaj nehaš moči, pa prideš prosim z mano domov? Ja, kaj pa je tako nujnega? Kaj ne vidiš, da imamo mošo? Nujno je, ko se je zmešalo. Ivo je zmešan že od skozi. Da je bil mali, njem je eden pač z velike bližine žogo v glavu napalo. Eden? Ja, dobro, no, to sem bil glih slučajno nekak jaz, ampak to zdaj sploh nima nobene veze, ne? Lahko greš z mano, ti bom doma vse razložila. Pridi, prosim. Oj, čakaj malo. Dobro, vrije, moji krščanci iz Idrije, zdaj jaz lepo grem, ne? Vi pa to caj pridni bojte, ja? Pa gledajte, ne, da ne boste grešili, pa vodo pili. Jaz grem v stanovanje gori napisati zapovedi, da ne bo pol kako sranje. Vaša svetost nas samo še nekaj zanima. Ja, rečite. Po katerem piru zagledaš Boga? Jo, jaz po patrioti, ne? Ne, mislim, po katerem pivu? Po prvem, ki si ga spil, po drugem ali po tretjem? Jo, jaz ga zagledam takoj, ko ga zagledam. Boga? Ne, pijem. A ja. Božja roka. Dajmo, darujemo Bogu to svetlo tekočino. Čudežna frekvenca
plačem, te ne gleda nihče posran. Diagnoza pravi, da ni mi pomoči. Slišim glasove, ki jih sploh ni. V moji glavi igra, čiste majhen radio, v moji glavi igra. Čiste majhen radio, v moji glavi igra. Da svet se lepše vrti, pazim na njega, da mi ne pregovori. Lepo je biti sosed. A Silvika, daj no, čisto nič te ne more v dobro voljo spraviti, ali ka? Eno, jaz ne vem, kaj naredim, če Ivan ima rajši ta religija od mene. Daj no, saj veš, da ima tebe najrajši. Ja, takoj za mano. Vino, to ni hec. Že mene tu hotel prepričati, da bi se pridružila njegovi religiji. Ko res? Ja, čakaj malo, ti si ja v moji religiji. Kak je prasec. V celem bloku hodi. Pri Bogdančku je tudi bil, zdaj pa mu še Bogdanček te revije okoli nosi. Smiljan ga je pa ven vrgal. Nekaj je treba narediti. Jaz vem, kaj naredim. Če do ta večer nem pusti to religijo, nem skuham v poprikaš nikoli več. Igen, takoj si bo premislil pa pustil tega Jehova, ja. Ziher, ja. Kaj hoče reči? Nič, kaj, ti kar, Silvika, pogumno naprej. Stvari treba priti do dna, ne? Za me nekončana že je. Če do ta večer Ivan nem postane tisti Ivan, ki poznam ga, da Ivan je, potem jaz grem v noč kaniža in odločim se od njega. Daj no, Silvika, No, tako to je. vse ga bo minilo, no. Pa glej, to je njihova vera, to je taki dolg cajt. To so nekaj molijo, pa take. Moja religija je fajn. Glavna stvar pri moji religiji je gutanje svete tekočine. Nehaj že s to pivsko religijo. Ti bi iz celega sveta naredil alkoholike, Beno. Ne, ker če piješ lepo z glavo, pol ne moreš postati alkoholik. Kako piješ drugače? Z glavo piješ. Kom zlivaš ta stvar potem? Vsako leto bi bila ekskurzija, mislim, romanje se pravilno reče, v kako pivovarno. Na tisoče ljudi bi se zbralo. Joj. Žužo, tvoj Beno verski fanatik je tudi. Pa iz vode, vina pa mleka bi delali pivo. Ni nama lahko, Silvika. Mlade deklice bi plesale. Prosim, kakšne mlade deklice? A ne, Žužka, to sem se malo zmotil. Mlade medvedke, si mislim. To še tiste, ki ne bi bile nagačene. Če vseeno pa lahko, za konci v njej najdejo modre nasvete in bodo pomagali ogreti se denarnim problem. Beno, si se prišel spreobrniti. Veš kaj, če se ti, Gimpl, glih kar ne spreobrneš, boš ostal brez žene. Že pakiral. Pa to. Naj pakiram. Jaz nimam nič proti njeni veri, zakaj ima ona proti moji? To je diskriminacija. Kaj? Dobro, pusti zdaj to. Poslušaj, Ivo, kaj si ti res težil po celem bloku s tem tvojim... s to tvojo vero, Malenkostno. Malenkostno? Prst pokaži. Drugega. Aha. Žul imaš od cinglanja. Beno, mi tako širimo moč našega evangelija od obrat do obrat. A ja?
In zdaj te jaz vprašam. Beno, kar vprašaj. Kak to, kad ti nikdar nisi bil taki pobožni? Zdaj pa kar naenkrat verjameš v nekega Boga, pa tak je pa to, ha? Beno, meni bo ušesne bobniče razneslo. In zdaj te jaz vprašam, zakaj? Ker mi je Bog prišepnil, da sem izbran. Ja? Kje ti je to prišepnil? Sedel sem na stol in ko sem sedel v delavnici, mi je prišepnil. Kar tak, z besedami. Ja, kar tak z besedami. Ivo, kad ti imaš celi čas to okno tako odprto, Beno, pa kakšno zvezo ima zdaj to moje okno? O ja, mama, pa še kakšno ma. Ma. Ivan, Silvika, Grem jaz. Takoj bom nazaj. Silvika, drži se. greš igen, grem. v noč, Kanižo? Jo, noč Kanižo. Te lahko pridem kdaj obiskat? Silvika, samo prosim, ne toči mi solza, ker sem nalezljiv. Ti mene nem ljubilo več. Silvika, kaj? Jaz te bom ljubil do usodnega dne. Če ti mene ljubila do usodni dan, potem ti imaš raši svoj Bog ko mene. Ti imaš tudi rajši svojega očeta vsemogočnega kot mene. Nikoli ne imela rajši kot od tebe. Silvika, kaj rajši mene od tvojega Boga? Jo, Igor, tebe imam jaz najrajši od vse. Od moj paprikaš tudi. Silvika, za Boga, vi ste prevolite besede, pa... Aha, evo, tu je tvoj Bog, Čigavi Bog? tvoj Bog. On ti je pod oknom šepetal, da si ti izbrani, pa take, pa to. Ne pa tisti tvoj Jekova. Ja, no, malo sem zahecal, se nisem mislil nič huje. Smo se vse malo nasmejali, ne. Tiho bodi. In da veš, od zdaj naprej nisi več moj kardinal. Idi pa žlampaj vodo. Judaš. Marš ven. Tak, to smo zdaj zriktali. In zdaj. Ivo Špeh. Veh? Tiho bodi. Prisežeš pred vsemogočnim Bogom, da ne verjameš več v njega? Čigavi Bog? Ja, prisežem. Vred. Silvika Špeh. In Ivo Špeh. Špeh. Ivo. Ivo Špeh. Prisežeš, da boš to žensko, Silvijo Špeh, ljubil, vzdrževal in čuval na vse veke vekov in ves čas, vsaki dan jedo njen. Samo za vas. Ivo, oprosti, samo moram.
njen paprikaš? Lom. In zdaj, Silvana Špeh, prisežeš, da boš vsaki dan imela v hladilniki mrzel pir za svojega soseda Benjamina Sagadina. Rano, tiho bodi. Ivon, ti moja ljubezen si. Kešlanju. Imejmo se radi. To je čisto enostavno, ne? Kaj tečeš? Samo verjeti moramo v to,